Danes predstavljamo ilustracije oziroma razstavo Pšene Kovačič, ilustratorke mlajše generacije oziroma ilustratorke, ki se je v ta čas nekako zelo na hitro povzpela, potem, ko je nekako od začetka še po fakulteti oziroma po končanem študiju nihala med raznimi stvarmi, ali bi velike slike delala, ali bi delala slike o svojih ljubljenih živali ali čem podobnem. Ampak po teh dveh knjigah začetnih, kjer je delala ilustracije popolnoma drugačne od teh, kar jih tam vidimo, je naredila eno sijajno knjigo na osnovi izbora pesmi svoje mame in seveda popolne novosti nove knjige Alice v Poteruniji. Dve knjigi, ki predstavljata našo avtorico, današnjo gostjo z ilustracijami, v neki popolnoma drugačni luči. To se pravi, avtorico, ki se mi zdi, da je naredila v enem letu, v 2 letih velik korak naprej. Zato smo jo poleg te razstave, poleg nekaterih razstav že doslej in poleg tega, da vemo, da bo imela kasneje tudi v Ljubljani razstavo, v Kožu, ljubljanski knjižnici, povabili, da predstavi svoje stvari in to je tudi naredila. Žal, moram reči, žal pa njene ilustracije, te knjige, ki so pa mene zanimale, ker jih v originalu še nisem videla, ni prinesla in jih je zaenkrat pustila tam, kjer so bile otvorjene, to se pravi v NUK-u, Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Jaz upam, da bomo te njene ilustracije, originale še kje lahko videli, ampak zdaj gremo na pogovor z gosti. Najprej, če gremo od konca, me zanima, kako ste prišli do tega, da svoje besedilo ilustrira nekdo tako, da ga postavi v strip. A je to kakšen strah pred tem? To je pa dolga zgodba. Jaz v bistvu sem bil prisiljen vse to in me je k temu prisilila urednica knjižnega programa pri Sodobnosti, ki sedi tamle in je hkrati moja soproga, tako da jo moramo bogati. Zelo v redu. In je najprej dobila idejo, da bi Damjan Stepančič ilustriral mojega čarovnikovega vajenca. Jaz sem protestiral, mislim, da do zadnjega diha, ampak ni šlo. Potem je mesto Ljubljana, ko je bila Ljubljana, kaj že, Ljubljana prestolnica knjige. Mesto je imela nek program knjige za vsakogar in je bila ta knjiga izbrana med tiste peščico knjig, ki so dobile subvencijo in so se morali prodajati, ne ta čarovnik, so morali prodajati po 3 evre. Najnižja naklada dovoljena je bila pa 8.000. Za eksperimente malo komplicirano. Ja, no in takrat Damjan Stepančič pa itak me je že nagovarjal leta in leta, da bi ilustriral eno od mojih knjig in potem je prišlo do tega, da sem jaz odnehal in je to naredil. Jaz sem zaprisežen sovražnik stripov, to moram povedati takoj na začetku. Nisem jih bral kot otrok, ko sem bil majhen, jih ni bilo, ne. Pozneje pa tudi, no in takoj seveda, ko sem dobil tega vajenca v roke, odprem in pogledam. Radikalno je bilo treba skrajšati tekst. Vajenca? Ja. In jaz recimo v knjigi na 2 straneh opisujem, kako en starec, pa en mladenič, pa en star konj, ki še komaj hodi, grejo čez eno snežno planoto. Na 2 straneh to opisujem. In ko to človek bere, sliši hrustljanje snega, vidi te sključene postave in tako naprej in gre z njimi. In nekaj doživi. Me zanima, kako je on to naredil. Odprem knjigo in kaj vidim. 2 beli strani
In tule zgoraj v desnem kotu vidim eno skico, enega starčka, enega konja, enega mladeniča. Vse drugo pa manjka, nič, vidim samo eno majhno slikco. Nič hrustke, Ni doživetja ni. In to Stepančiča. In to Stepančiča, ki pa je seveda čudovito celo knjigo naredil, ampak Ampak ta mož, to pa ni šlo van. Ne, takrat sem se zaklel, da ne bom več dovolil česa takega, da se z mojimi knjigami to počne. Ampak vendar do te knjige bo prišlo. Ja, tu pa spet seveda so bili drugi zraven in so me pregovorili in jaz seveda nobeni ženski ne znam reči ne. Nobeni? To je zelo nevarno. Ja. Ne, zdaj kmalu bo prišel čas, ko mi ne bo treba reči ne, ko bom enostavno rekel, ne morem. Skratka, prišlo je do tega in moram reči, to sem enkrat že povedal, da tukaj pa sem svoje mnenje o stripu nekoliko spremenil. To sem pa prebrala nekje, to ste pa nekje tudi povedali. Ampak je pa tudi tekst drugačen. Mislim, tekst nekako se, kot bi rekli Angliji, it lends itself to illustration. Ja, prirejeno je, pravzaprav že narejeno je tako, da se lahko ilustrira kot strip. Potem pa sem videl tukaj, da to... Na strani 57? Ne, da to ni, tako sem videl, da to ni Damjan Stepančič, ampak da so te figurice nekaj blazno originalne. Skratka, skoraj tako, kot sem se jih jaz zamislil, ko sem pisal knjigo. Tako da na nek način mi je ta knjiga zelo pri srcu. Ja, moram jaz tudi povedati, da ko sem dobila knjigo v roke, sem se najprej kar stresla, sem rekla, ja, Pšena, kaj se je pa kle zdaj zgodil, a ne? In poleg tega sem bila presenečena, da je vaš tekst v stripu, ampak dejansko je pa knjiga, ki je pa zanimiva in se prebere od začetka do konca. A se bo strip? Kako? Celo tale. Celo tole. Aha, no potem ni šlo nič narobe. Ne, vse ravno to. In to je bilo zame, jaz sem bila zelo presenečena v bistvu tudi nad sabo, ker jaz tudi nisem zelo ljubitelj stripa, bolj vizualno, kaj drugega si pač predstavljam. Ampak po teh stvarih, ko sem poznala Pšenine stvari iz to, kar si delala na fakulteti, pa tako naprej, ne, sem rekla, no, klele si bila pa malček drugačna, čeprav se vidi tvoja roka. Zdaj me pa zanima, če sem najprej njega vprašala, zdaj me pa zanima, kako si ti padla v to? V bistvu že kar nekaj časa sodelujem s sodobnostjo, pa tako nekaj, smo se malo pogovarjali o tem, malo smo tipali, pa nekako smo dobili, kaj že? Nekako se je rodila tega. Pa smo dobili na Jaku, kako se reče temu? Subvencijo na Jaku, pa smo pokršli v to, no. Tako, ja. No, sam kljub vsemu, ne, v redu, to se mi zdi fino, tako ad hoc, pa smo pa kršli v to. Ampak, te ni bilo, recimo pri besedilu, pa pri toliko in toliko straneh, kot jih ima ta knjiga, 150, strah, da moraš narediti 150, pravzaprav 145 slik. Mislim, da jih je tam okoli 800, ampak ja. No, dobro, 800, ampak so pa združene, ne, v 100 stranih, ne. Ja, seveda, no, obseg me je ful plašil, ne, ampak pa najbolj, da kar delaš, ne, pa da se čim manj obremenjuješ, koliko imaš še za narediti, ampak koliko si že naredil, no. To. No, recimo, kako izgleda to? Čist konkretno me zanima. Vsako stvar, recimo, ko se dela knjiga, ti se natančno ve, ali je to pesmi, ali je to tega, ali je to tega. Ti moraš pa to besedilo pravzaprav, ki je recimo dolgo, ne vem, bom rekla, 50 strani ali pa 100 strani, razdeliti po enakomerno. Kako to razdeliš? A razumeš, kaj sprašujem? To se pravi, 100 strani, teh strani si imela na razpolago recimo 150, kje si privoščaš enkrat večje slike brez besedila
nekje imaš veliko besedila, kako lahko razdeliš pravzaprav pri sebi. Ti nisi mogla začeti eno stran ilustrirati, pa zdaj pa bo, kar bo. Nekak en koncept, ali je bilo brez koncepta? Ja, delno je bil, ampak posel v bistvu toliko naknadno popravila, ne, od lektorskih napak do tega, da je šlo kaj besedila ven in pol tudi temu, ne, sem pač tudi prisluhnila Jani, če je imela kakšen predlog, ponovadi so bili zelo dobri predlogi, ne, ko ti nekaj časa gledaš eno zadevo, ogromno stvari spregledaš, kako bi kaj boljš delovali, kako bi se kaj boljš dali izvesti, tako da... Zato imamo urednike. Tako da je z njeno pomočjo je kar šlo, no, tako in potem so tudi mide po segmentih dosti besedilo razdelile, ne, pa tako približno na koliko strani bi šlo, ampak preveč se stranmi nismo hoteli omejevati, ker pač vsem, kakor ste že sami preomenili, nekje bolj zračno, nekje bolj zgoščeno, smo se bolj tako besedilo prilagajali, no. Tu je bila še ena zanimiva okoliščina, ker subvencija je bila odobrena marca, knjiga naj bi šla do konca leta. Se lahko proslavite? Ne. Ja, ne morem. Recimo, jaz bi avtomatično rekla, da je... mogla tega predstavljati. No in potem se je, mislim, da sta bila 2 aneksa sklenjena, ki bi potem... Da se je lahko kasneje v bistvu to... Ja, da se je lahko končalo, ne, delo. Ja, in koliko časa si pa delala? Zdaj tako, no, zares, da bi delala slabo leto, ampak smo že prej tukaj imeli nek ta concept art, pa toliko tega pogovora okoli tega, pa mečkam te strukture smo delali, storyboarda, pa to, tako da vsega precej več, ampak tako da se je zares začeli delati po kakšno slabo leto, pa ko še vdaš se še en mesec skozi leto, sem pa ne, tako da je bilo, mislim, tudi kaj že konc, še ni konc, no. Kaj že konc, še ni konc. Kakšni so bili pa v javnosti odmeri, ali pa prijatelji ali kdorkoli, je že kdo komentiral to? Jaz se itak imam navado, da vse to ignoriram, me to ne zanima. Mene zanima. Vem, ampak ker jaz nič ne vem o tem, ti moram povedati. Ne vem, mislim, da so bili odmevi. A so bili kakšni odmevi? Stripov skoraj nišče ne ocenjuje nekje. Ne, seveda, se ravno to sem hotela reči, ne, da je... Pa knjiga je že, najprej bila knjiga kot pravljica, potem je bila dramska verzija, potem je bil strip, tako da verjetno, ko smo prišli do stripa, so se že vsi naveličali vsega skupaj in so rekli dobro. No, to recimo jaz ne bi rekla, me pa zanima... Ne, zato pokažem prijateljem, so vsi navdušeni nad ilustracijo, ker so nenavadne, zelo izvirne in zelo konsistentne. Jaz se lahko samo čudim, kako je mogoče narediti obliko ene majhne punčke in jo potem voditi skozi celo zgodbo v različnih pozah, v različnih situacijah in tako naprej, pa še zmeraj ostane ista in prepoznavna. Ja, in ne glede na to, da se dejansko premišlja. Jaz se čudim predvsem zato, ker vsi moji zajci spominjajo na podgane in vsi moji mački na konji in tako naprej. Tako da to se mi zdi pravi čudež, da nekdo lahko to naredi. No to, in če gremo pa zdaj nazaj, se bomo še vrnili v te knjige, ampak če gremo zdaj v bistvu nazaj, tukaj pri teh knjigah, ko si začela ilustrirati, kaj te je tle, kako bi rekla, najbolj pritegnil, tvoja ljubezen do živali? Ja, čeprav jaz bi svojega stališča kar malo korekcije naredila. Zdaj, za nazaj. Ne, mislim, ne tako pravim v zgodbi, sicer je ful dobro napisano, ampak jaz bi kar tako rekla, pa ne mačkam kravjega mleka dajati, ne, tako, drugače, ne, zgodba je the best in hvala, mislim, imam srečo, da sem dobila ful dobre avtorje, take, ki lahko 10-krat, 15-krat prebereš besedilo, pa revelj, da sem se non-stop smejala, tako da, mislim, vsaj to in tukaj isto, ne, sicer te dve nista bili toliko zahtevni, ne, risarsko, ne, po obsegu, ne, ampak tako tudi obe zgodbi sta mi bili the best, ne. Razen, da ima kravje mleko. Ja, ne smeš to mačkom dajati, ne smeš. Ne, moram povedati, da smo se s Pšeno pred 2 leti ali leto pa pol nazaj pogovarjali z urednico Heleno Kraljič o nekih projektih, oziroma smo ji želeli dati v ilustracijo neke knjige, preden je prišlo do te nove druge serije. In to so bile knjige o živalih, če se spomniš.
kjer si imela ti popolnoma negativen odnos do besedila, zato ker tiste živali niso bile po tvoji duši. Ne, Kar povej. tako v bistvu pač šlo se, mislim, da za neke kuharske recepte in jaz osebno sem veganka in pač se mi zdi, da živali niso nam na uporabo in mislim, v končni fazi bi se lotila tega, ampak tako pač tako je moje mnenje, ne, in Mi smo hoteli dati pšeni pač delo, ne? Delo v tem času, ker se ga ne dobi. No, in na tist hip je bilo tisto na razpolago. In smo imeli sestanek in potem takrat sem jaz zvedla vse o njenih, prvič veganstvu in drugič o živalih. Koliko jih imaš doma? Kar nekaj, ne? 25. Ja, mislim, jih imam, ja. Skratka, in vseh teh stvarih. In potem smo se odločili, ne, to pa veš, pa smo se pa odločili pravzaprav, da gremo naprej. Zdaj bom šla pa na tisto knjigo, ki je bila meni od začetka že, lansko leto je šla, velik izziv kot likovnemu kritiku, ne, in istočasno ljubitelju poezije ali pa tudi pesniku, ne, skratka, ko sem zagledala to knjigo in ko sem videla, kako je ta knjiga narejena, sem bila res navdušena, no, kako bi rekla. Mene načelno ilustracije te vrste, ne, ta je zelo zanimiva, ampak bi rekla, tukaj imam takoj odnos, z računalnikom. To se pravi, od začetka moramo pač povedati, da so ilustracije Pšene Kovačič narejene z računalniškimi orodji, ne. Lahko samo nekaj pripomnim. Oziroma tako, razen z izjemo nekaterih slikopesmi, to vse prostoročna ilustracija, ki je poskenirana na to naknadno obdelano v računalniku. Večina slikopesmi pa gre ali za rastrsko ali pa za vektorsko, ne. Tako da malo kombiniramo. No, se pa razloži, kaj je rastrska, pa kaj je vektorska. V bistvu pač v katerem programu delaš, no. Tako ena je bolj recimo za Kot lajku, nam povej, mi smo lajki, to se pravi, mene pa zanima tehnologija, kako to nastane. V bistvu vektorska je tako, da ne glede na to, kakšno velikosti narediš, lahko normalno povečuješ in se kvaliteta ilustracije ne spremeni. Pa rastro pa ti tako kot tretira kot fotografijo in pač če jo povečaš, dobiš zgubiš kocke, lahko na kvaliteti. Pa zgubiš na kvaliteti, ne. Tako nekako, no. Tako da pol tudi na ta princip dela je tam orodje, tam lahko pač drugače rišeš, kakor dva programa sta in vsakmu drugače rišeš, ker vsak drugače tretira črto oziroma risbo, no. No, in če smo že tule, kako so nastale te? Čisto fizično me zanima. Prostoročno, potem mislim prva skica, nato pač s prosto roko outline, to se pravi črna obroba, nato sken, nato obdelava v računalniku, barvanje, pa še vstavljanje v prelom. In vstavljanje besedila, kako je to pa izgleda, to se pravi, ti si tudi oblikovala, vse, to so pa računalniški izzivi, to se pravi, tam, kjer imamo flash, tam, kjer se pojavi besedilo, oziroma kjer so kvadratki, ne, kjer v bistvu tukaj gre za strip in zato mora biti kvadratki, to je dela računalniško. Ja, to je računalniško. Te osebice, oziroma punčka, tako kot ste rekel, ne, kako? Alica, no, deklica Alica. In ostale figure, to si delala premike, vse na roko? Ja, vse na roko, ja, to je tak pok, res. Z unimi, ki še niso prišle sploh noter, ja, tako. No in to je zdaj razstavljen v Nuku? V bistvu v Nuku so razstavljeni povečani printi iz knjige, to se pravi, zbrali smo ene par poglavij in smo jih razstavili, ne. Zato, ker te ilustracije pač niso končne, ne. Jaz imam samo skene, samo črne. In jih ti lahko recimo to tudi popravljaš, to se pravi svojo, ne vem, podobo, če nekje karkoli ali povečaš ali napaka, packa, to se pač prečisti, ne. Čist različna in čist drugačna so pa te slikopesmi, ki imajo tudi dosti zanimiv naslov, v bistvu slikopesmi, tudi besedilo oziroma besedilo, ki opisuje to knjigo, ne.
ki jo je pesmi izbrala za nebesedno branje za mlade. No, to mi je bilo zelo zanimivo. Izbrala jih je seveda profesorica na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, sicer mama, to, kar sem že prej povedala, Pšenina. In te pesmi so pa narejene popolnoma računalniško, ne? To se pravi, tukaj večinoma, no, skoraj vse. Del teh ilustracij je pač tudi razstavljenih tukaj, kot ste lahko videli. Kaj, ko dobiš v roke, recimo, izbor pesmi, ne glede na to, ali jih je izbrala, no, recimo tokrat jih je izbrala Milena, ne? Dobiš v roke, ti dajo proste roke. A je bilo tako? Ali so ti kaj diktirali? Založba, ne mama. Mislim, kakšne korekture so bile, kakšne usmeritve tudi, če imamo pa polko, spravim, kaj sprot, kaj naknadno, kaj sploh ne, zavisi, no. Kako si dobila te ideje? Ja, ene kar težko, no. No, dobro. Z enimi sem se res matrala, no. Tako, ene pa kar, ne vem, pač, že kar v prvo rata, no. Ne, ker recimo, kdor je pač to knjigo imel v roki, oziroma kdor jo ni, pa jo še bo, a ne. Zelo različne so, ne. In zato, ker so sestavljene v knjigi na način, da je na desni strani, da je na eni od strani besedilo in ilustracija skupaj, na drugi pa samo besedilo, si lahko privoščila tipografijo, ki je zelo različna. Ja. Ne? To se pravi, nekje celo ni berljiva, nekje je nekako v sami ilustraciji, takole recimo ta ena mojih najljubših, je zelo preprosta, ampak zelo povedna, no, bi rekla. Ali pa ta, recimo, ki jo je težko brati, na nek način pove pa ilustracija sama celo zgodbo, ne. Kako, da si se lotila tako različnih, to se pravi, vsaka pesem te ni vodila, knjigo si sestavljala, kako si jo sestavljala? Pesem za pesmijo, ali si že videla tudi celoto? Ne, celoto ne. Mislim, tako, pač ilustracije so raznolike, ker so tudi pesmi, ne, ker se tudi avtorji med sabo razlikujejo stilsko in motivsko, ne, tako da pa ne moreš tudi istega principa oziroma isto skozi furati, ne. Tako da ne, jaz redko kdaj vem, kako bo, tudi če že približno mislim, da bo pa gre čisto eno drugo smer lahko, tako da... Kdo pa je dobil idejo sploh za sliko pesmi? Mislim, da je bila moja mami, pa da se je to že tudi nekaj časa se je malo dogajalo, pa ne vem, ene pa smo jih tako poskusno naredili, da jih je ona tako imela pač kot čisto učne namene, ne. Pa so se kar dobro obnesli med študenti, ne, se jim je celo dali prebrati, mogoče so si več zapomnili, pa smo se odločili z založbo Rokos, da mogoče bi pa kar izdali eno knjigico na to temo. In jaz sem bila takrat, ko je šlo tako navdušena, da smo takoj naredili eno razstavo in potem smo se seveda z Pšeno pogovarjali naprej, ker ni šlo to z živalmi, a ne. Je v založbi Morfem prišlo do ideje, pravzaprav s Heleno sva najprej rekli za eno knjigo, na nek način antologijsko za mlade, to se pravi za mlajšo publiko, kot je to se pravi za otroke v drugi triadi na nek način. Zdaj je prišlo pa do tega, da bojo to 4 knjige, ne, in da bo to zelo zahteven projekt, ki bo obsegal nekakšno zgodovino skoraj od Stritarja oziroma še celo nazaj od Stritarja do danes. In v vsaki knjigi bo 40 pesmi. Kako ta prva od teh 4 knjig, ki se imenuje Mama očka, po eni kratki zgodbi od Kristine Brenkove,
kako te pa tista zdaj zagrabila? Na drug način kot ta, ali imaš več dela, treme nimaš več, ampak a se bolj matraš? Ja, težje je zato, ker je približno ista tema, pač posod sta oče in mati oziroma starši in otroci in družina. In je mogoče zaradi tega malo težje, ker moraš vedno na drugačen način prikazati, ne, te osebe. Odnos, ne? Ja, odnos oziroma osebe, ne. Tako da ja, zdaj imam kar blokado pri enih 7, ta zadnjih, tako da ja. Mi smo planirali, da bo ta knjiga danes tukaj že odzunji, ne? Ja, žal se ni šlo. Žal se ni, ampak resnično tudi ta termin smo si zato nekako zbrali, smo rekli tik v času Bolonje, ne, da bo prva knjiga in potem naslednja pač do konca leta. Očitno je prišlo ravno tako pri Mileni, ne, in pri njeni asistentki oziroma urednici, do tega, da se kar nekaj časa so se stvari spreminjale, ne. In si imela, mislim, da kar nekaj ilustracij narejenih, ker smo potem pesmi ven vrgli. Ja, ja. Ampak dobro, se tako je vedno pri takih večjih projektih, ne, da pač se spreminjajo, veliko stvari gre not ven, tako da se mi zdi pa, da smo zdaj dobro pripravili projekt oziroma nastavili, tako da so res dobri slovenski avtorji, dobre pesmi, kronološko razporejen, tako na koncu bojo kratke biografije, tako da mislim, da se tudi kolegica Natalija zelo potrudila. Zelo. Pa tudi ful je dobra lektorica in ful je odzivna, tako da z njo sodelovati je res super, no. Tako, ja, tudi jaz zelo se mi zdi fajn. No, zdaj naslednje knjige bojo, ene so uspavanke, ne? Ja, ja. Ene bojo o živalih, tisto se že zdaj veseliš, kot si mislim. Samo spet mogoče kar hotela korigirati, pa ne, to ne smeš tako s psom, ne, pač ja. Ja, to bo grozno težko. Kar na svet dala, tako zdaj se to ne sme tako. Ja, spodi, pod pesmijo, dobro, se je v redu. Ja, sam tam ne boš mogla spreminjati, recimo, kakšnega Tomaža Šalamuna, ki ti bo tam dal od slona, miške, pa še kaj takega zraven, ne, boš mogla kar, ki on malo pomeša, kakšne stvari, ne, pa da mogoče tudi kakšno kravje mleko, kakšni mački ali kaj takega, ne, se boš mogla, kaj boš naredila? Ja, odmisliš, ne, itak da odmisliš, sej nisem to tako striktna, ampak pač ne. Ja, jaz mislim, da si, ne. Pri Tomažu je čisto vseeno, kaj narišeš, vse se bo ujemalo s pesmijo. No, krasno je, sem zapomnila to. Da. Kaj bi si ti zbrala pravzaprav, če bi lahko zbirala eno tematiko ali pa eno knjigo, kaj bi najraje ilustrirala? Ker to sta zelo specifični stvari, in ena in druga, ne? Kakšen strip, bolj tak temačen, kakšno živalsko tematiko, problematiko, tako valjda tudi malo fantasy pa to, ne, koliko je v tem stilu. Mogoče za starejšo publiko, ampak tako da je vseeno razumljiva vsem, ki bi recimo skozi strip bi rada naučila bralce in ljudi, kako se pravilno ravna z živalmi oziroma kako se jim pomaga in tako dalje, no. Kako se skrbi za lastne živali, če vidiš, da je kaj narobe s sosedovo živaljo ali nikogaršno živaljo, da bi skozi strip v bistvu malo opremil ljudi z nekim znanjem, no, tako nekako, ne. Ja, to je zelo zanimivo, ker tiste slike oziroma to, kar si delala na akademiji, te zadnje stvari, ki sem jih jaz videla na koncu, tiste so zelo temačne, zelo temačna zgodba, tako da sem jaz priznam od začetka, ko sem to videla, zelo iskala, kaj pravzaprav bi, katere knjige bi ti ležale, kakšna tema bi ti ležala, ker tega mi je bilo res, priznam, da strah od začetka, tudi razstaviti, tudi samo tiste stvari pokazati, ne. Ampak potem se mi je zdelo pa, da bi, ravno do tega sem te hotela pripeljati, da poveš to, da živiš za ilustracijo in za živali, da je to zate zelo enakovredna, ne za živali svoje konkretne, ampak da bi za dobrobit vseh živali, no. Za dobrobit vseh živali, oziroma da bi rada nekaj naredila za to, da bi ljudi ozaveščala o tem problemu. No in tako smo začeli tudi, to si začela tudi, ideja je bila
v reviji Eko Velikan, ne? Ja. Bi Ti lahko smo malo dobro to? začeli, ja. Z Ljubljanskim društvom smo fajn začeli, nastavili nek strip s tako živalsko problematiko, tematiko, sam pa se pa ni obnesel sodelovanje in pač ga smo izdali samo en del, ostali so pa pač propadel projekt, saj večina projektov propade, ne. Ja, ampak je bil pa zanimiv projekt, ker si Ja. se ti povezala, v bistvu imela si prazne strani, ne, to se pravi, tema je bila živalska, delaš lahko kar čas, ti si lahko zbrala avtorje, ne? Ja, avtorica je bila Nuša Ema Miklavc, lušten tekst je napisala oziroma več luštnih tekstov je napisala, sam pač žal, ne vem, ni šlo skozi, no. Se ni obnesel, škoda, no. Škoda, ker je bilo fajn, je bil projekt nastavljen, sam pač včasih ne gre. Meni so te tvoje stvari bile toliko zanimive, zato sem te tolikokrat pač in povabila in da smo naredili tudi tukaj tako razstavo in tako naprej, ker so drugačne. To se pravi, mi danes po eni strani je publika, so otroci še zmeri, ne bom rekla zaljubljeni ali pa imajo radi vse od Marlenke Stupice pa od Marjana Mančka pa tako naprej, nekaj, kar nam je v ušesih ali blizu in tako naprej, ne? Ali pa recimo od Jelke Reichmann, ne? Po drugi strani pa današnja generacija otrok živi v drugačnem svetu, ne? V bistvu pred računalniki in ti jih moraš, tudi če jih ne pustiš, vidijo pa na reklamah ali pa v filmih ali pa kjerkoli, pač drugače, hitreje ta komunikacija s svetom je dosti bolj brutalna na otroke danes, ne? Drugače gledajo, ne gledajo več samo tistih ljubkih punčk pa v tem smislu, a ne? Ampak na ta način pristopiš k njemu, ki je blizu, kako bi rekla, tudi tem grafitom, ne? V bistvu to, kar vidiš, kar ta mlada generacija pač počne, ne? Tega prej ni bilo, a ne? In ta stik z računalnikom, da si pomagaš eno in drugo, ne? Z roko, to se pravi, včasih je bilo to samo akvarela ali pa risba, a ne? Ali pa recimo Marlenka, niti ne, ampak recimo Marija Lucija Stupica, ona je svoje ilustracije slikala, dobesedno so bile male slike v malem, ne? Ona je delala eno slikanico, ne tako, ampak 12 strani po eno leto, ne? Zapravo, danes je pa ta čas, ta tempo ti določa nekaj drugega, ne? In kako si ti recimo prišla že na akademiji, v bistvu, ko si delala ilustracije oziroma ko si delala že tvoje slike so bile skoraj ene grafiti ali pa ene take, rekla, agresivne, ne kakšne nežne, subtilne slikce. Ti si pa tako krhka in nežna, ne, mislim, ja, pa ne, paradoksalno, ne? Tako v bistvu, meni so ful všeč, meni osebno ful všeč strip risba, ne, in te akcijski stripi in to, ne, in pač mogoče malo tudi iz tega izhajam, tako da velik vpliv je to tudi ta, pač veliko sem skejtala, to se pravi, sem tudi recimo temu dosti ulice dala skozi, ne, in tudi mislim, to je bila taka velika subkultura in grafitarjev in dizajnerjev in skejterjev in ta street basket, kaj je, no, tako da v bistvu nekako nam reka, no, imam to v krvi, ampak imam že od nekdaj slik s tem, ne. Hotela sem te vprašati, če imaš to mogoče v krvi malo po očetu ali kaj. Ja, tako smo malo bili. Tako malo drugače. Tako smo še tudi malo, recimo, dosti po svetu tako skejtati in pa se pravim, to vse je taka, v bistvu ena velika subkultura, ne, tako da pač skozi v tem stiku, skozi ta pretok, skozi s temi trendi, ne trendi, pač vsak ima nek svoj stil, vsak ima pač neke svoje preference, tako zanimivo, vse skupaj pa ena taka večja družba, nekako tako po interesnih področjih, eni so šli pač v to smer. Zdaj tudi zanimivo, recimo, ko gledam te svoje kolege skejterje, pa to, večina nas je še vedno istih, no, tako mogoče smo sam te svoje začetniške, ne vem, nam reka talente, pa mogoče ta nagnanja, da eni smo res to ful razvili, ne, še naprej in velika večina jih je zelo uspešnih, ali recimo filmarjev, ali športnikov, ali imajo svoje trgovine, skratka, ali fotografov, ali
ženi. Skratka, pač velika večina se nas je res razvilo naprej, no, to tiste Ja, svoje. in da ti je ravno ta čas dal tisti, Ja, tako da imam, če študija, pa te malo drugačnosti, no? tako da, ja, skozi v stiku, ne, tudi tako, ja. Ok, zdaj pa še, da A vprašam. zdaj se spomnim enega vprašanja. A si, ko si delala to, ne, zelo dolgo, a si kdaj prišla do točke, ko si me zasovražila? Tebe ne. A mene ne, kaj? Ampak? A podsemocija. To je en lik v knjigi, ne? Aha. En debelka, ki ima ime podsemoci. To se dogaja v enem otoku, kjer so izrabili vse surovine, edino, kar še imajo pod zemljo, je nekaj, čemu rečejo pote, glini podobno. In vse, kar imajo, je izdelano iz tega, zato se reče poterunija. In vsi imajo, vsi ime poc ali potjela ali podsivoce in tako naprej, pa glavno mesto je Pottington. Skratka, gre v bistvu za neke vrste ekološko farso. In ta zgodba je nastala najprej kot radijska igra za BBC, ko sem še živel v Londonu leta Malo nazaj. 82-83, ko seveda tam je ekologija že bila Kar še v ne- javni razpravi, pri nas pa seveda o tem nihče ne ve. Še nismo. Pa še zdaj ni dovolj ekološke zavesti pri nas, Na splošno, ja. na splošno. No, koga si zasovražila pol? Nobenega. Če ne njega, koga? Ne, sama sebi grem na živce, ne. Saj ne moram transferja delati na druge. Ne. Jaz pa to pogosto Ali? No, Ampak ti še nisi bila na vrsti. Kaj krasno. No, proti recimo te zadnja vprašanja ali pa predzadnja vprašanja, načrti. Načrti? Ja. Ja, tega pa ne morem zdati. No, pa taki načrti, ki so lahko javni, no. Kratkoročne ali dolgoročne? Dolgoročni. Aha. Da bi čez 20 let sedel tukaj v enako dobrem stanju kot zdaj. Če smo že sklenili pač ta ustvarjalni del z življenjskim delom, da je ta naša generacija tako drugačna oziroma živi v tako drugačnih časih, da mi smo lahko imeli otroke pri 20, pa 22, pa 25 letih. Danes imajo naši otroci pri 35, pri 40 letih, moj sin ima zdaj pri 40 letih enega, ne. Ampak gre spet za to ustvarjalnost, ne. Ustvarjalnost takrat, ko dobiš otroka, ne glede na to, kdaj, se pač takrat ene vrednote oziroma ene stvari porušijo. Se spremenijo in lahko da ti dajo blazne elan za delati več, ali pa da enostavno takrat zaspi ustvarjalnost. Kaj bi rekli? Ne, ustvarjalnost ne zaspi. Kvečemo dozori, ampak ni več tako, človek je manj krčevit, ker se ne uresničuje več skozi svoje delo do tolikšne mere, ampak se uresničuje skozi skrb za otroka, skozi ljubezen do živega bitja, ki pa seveda je, spet to je kako angliško, much more rewarding. Kako bi to prevedli slovenščino? Jaz sem predolgo živel v Angliji, pa jaz v bistvu ne znam slovensko zelo dobro. Jaz se še zdaj prevajam iz angleščine. Ko sem prišel z Anglije nazaj v Slovenijo, ljudje sploh niso razumeli, sem angleške fraze prevajal dobesedno v slovenščino, pa so vsi debelo gledali, kaj se to pomeni, niso še nikoli slišali. In je trajalo kar nekaj let, da sem prišel nazaj v slovenski jezik. Več dobi človek od tega, da živi z otrokom, pa da ga vzgaja, kot pa od tega, da napiše knjigo, ki jo ljudje, ne vem,
tudi če prebere 100,000 ljudi. Ni tako pomembno. Se strinjam, popolnoma. Ti razmišljaš kaj otrok? Ne, jaz sem se pa odločila, da bom poskrbela za tiste, ki so že tu, ne, to se pravi za moje nečake oziroma za te živali, kad drugi ne. To vem, to je tvoje stališče, ampak sem namenoma pač ga vprašala te, ker je zanimiv, ker nisi prva oseba, ki sem z njo govorila na ta način, recimo. Smo slišali že tisto v zarečenem krugu, ne? Ja, smo slišali, recimo, da se lahko tudi to zgodi, ampak jaz se spomnim znane novinarke, Hermina Kovačič, ki je bila pred leti, ko je imela 40-letnico, smo se pač dobili nekje in je rekla, daj pomagaj, mi sem čisto v krizi. In jaz popolnoma laično ji rečem, a res, ja Boga, ne, rašla se je s fantom, ne, in je se rekla, a te čas lovi zaradi otrok. Prav ne, pri 18 letih sem rekla, da jaz otrok ne bom imela. Kriza imela popolnoma čist nekaj drugega, ne, ustvarjalno pa tako naprej. Skratka, stališče in tako kot je imela tudi Svetlana in še kdo, ne, da enostavno v ta svet ne bom dal otrok. To je po eni strani lepo, ne, po drugi strani se pa svet ne bi vrtel brez tistih, ki pa otroke imajo ali pa ki jih delajo ne glede na leta. To se pravi, da se svet vrti okrog mene. A ni to lepo? Ja, to je lepo. Jaz mislim, da je bil pogovor zelo zanimiv, ne glede na to, da sem bil tukaj jaz. Ne glede na to, da smo rekli, da nimate kaj povedati, a ne? Ja, se res nimam. Ampak je bilo zelo zanimivo, se ti je zdelo? Ja, luštvo je bilo, v bistvu meni je bilo prav dobro, da je bilo toliko malo, da sem malo bolj sproščena. Jaz mislim, da si zmeri sproščena. Nekaj grem v ring, to ne, takrat ne, drugač pa ja. V ring? V ring, jaz drugač borilne veščine treniram in pol pred tekmo, včasih to pa je strah in trepet. No, da za zaključek zvemo pa še to, da borilne, ja. Pa ni čudno, da so tvoje ilustracije tako. Ja, no, mogoče sem to prej pozabila povedati, pač zdaj sem tako, da res takih stvari me ni strah, tudi takih stvari me ni strah, ampak iti v ring je pa me je pa ful strah, ampak ko sem pa v ringu, mi pa najboljš. Kaj pa to pomeni? Fizično daj nam eno predstavo, kako to izgleda. Kakšen ring? Kaj je to tako, kot pri boksu? Ja, tako nekako v bistvu zavisi, za katero športno disciplino gre, ne. Ponavadi ni tak ring, kakor se ga vidi na televiziji, na boksu, to so za kakšne finale, pa za kakšne večje tekme, ne, bolj profesionalne ali pa kaj, ampak drugače ponavadi so tako ring, nek tatami na tleh označen in to je to, ni tako. In kaj se tam pretepaš? Ja, in to z veseljem. Zato pravim, da nisem toliko krhka, kakor mogoče izgledam, imam mehko srce, ampak nisem toliko. Ja. Ja, to, no, na vsak pogovor vedno se pripravim tako, da probam zvedeti od sogovorcev nekaj novega. In jaz sem mislila, da vem od tvojih stvarih še kar nekaj, to je pa čist presenečenje. Ste vedeli? Jaz sem to vedel, ja. Ampak vi še nečesa ne veste, da sem jaz pri 17 bil republiški mladinski prvak na Bradlji. Na Bradlji, ja. In se tega nihče več ne spomni in mi tega nihče ne verjame. Kaj, konkurenca Miratu Cerarju? Ne čist. No, mislim. Pri 17, kot gimnazijc. Čestitam. Mislim, da ste vse na glavo obrnili. Otroke, en prezgodje, en bolj pozen, šport. Eni smo pač tako narejeni, da delamo vse narobe. Pa da je tisto pol prav, ne? Pa da je tisto pol prav, ja. Da je pol ta prava stvar. Vrstni red zamenjamo, ne znajdemo se preveč dobro. Delamo si sezname, jaz si kar naprej delam sezname, kar se moram narediti, potem jih izgubim, naredim novega, potem črtam, prepisujem. Jaz sem človek seznamov. Sistematični? Ja, ampak... Se jih pa ne držite, ne? Ne.
Pa ti delaš kakšne sezname? Podoben, zgubim jih, ne. Ja, tako da si vse napišem na listek, ampak pa se listek zgubi. Očitno ni naključje, da smo imela oba govorca tukaj, ki imata popolnoma enak sistem dela. Zapisujeta si, kaj morata narediti v življenju, listke zgubita, ampak oba sta en izjemen pisatelj, ena mlada, obetavna, izjemna ilustratorka. Hvala. Čestitam, hvala za pogovor. Ja, hvala vam, pa vam, hvala.